Lepo pozdravljeni zopet s Kranjskega vrha. Lep pozdrav. In danes sva rekla, da vzameva za izhodišče razmišljanje o miru in ljubezni. O Ja. miru, ki si ga vsi želimo, Pesmi ga upevajo. tako, Zdi se nam, da je ljubezen, posebej ko stopiš v odnos, samoumevna, ne, ampak vidimo, da pa vendarle ni čisto tako, da je ljubezen dejansko nekaj najlepšega, ampak da je zato, da smo v ljubečem odnosu, pa ne mislim samo na družinski odnos, ampak tudi širši družbeni odnos, vendarle ni tako enostavno. Potrebno poznati določene zakonitosti, ne. Zakaj? Zato, ker smo razpeti med dobro in hudo. Pravi Sveto pismo na začetku: Bog odsvetuje izkustvenega spoznanja dobrega in hudega. Adam pomeni zemljan, človek pomeni mene, tebe, pa si to izkustvo izbere, ne. Kajti v obnebju dobrega, kaj pa veš, kaj je hudo, ne, budi pa radovednost, govorim zelo pravljično zdaj, ne. In zato se človek odloči, da bo pač vstopil da bo spoznal, da bo kakor Bog, da bo še nekaj več spoznal, in vstopi v izkustvo spoznanja dobrega. In sedaj je dejstvo dobrega in hudega ne samo ob meni, ko opazujemo, kaj vse se dogaja v svetu, ampak je tudi v meni. Mi je bilo zanimivo, ko sem pred kratkim, bila je neka obletnica igralke, ki je doma rojena na Ponikvi, Štefke Drolčeve. Sem poslušal, kako je nekoč rekla, ko je igrala razne vloge, od pozitivnih do negativnih, da ni bilo težko vstopiti v kakršnokoli vlogo, ker je dejansko vse v nas, ne. To mi je bilo tako dobro, je vse v nas. Je v meni dobro in je v meni hudo. Tako da dejansko potrebno je vedeti za neke zakonitosti, da ne postane hudo v naših ožjih medsebojnih odnosih ali pa širših medsebojnih odnosih samo po sebi umevno. in te zakonitosti so katere? Te Vem, da smo zakonitosti, sva že govorila o njih, ampak to je Ja. dobro vedno znova ponavljati. Torej, preden govorimo o ljubezni, ne, moramo posebiti spoštljivost, ne, pravičnost in odgovornost, ne. Morajo biti določene meje, ne. Ampak te meje morajo biti tako zelo poosebljene, da je samoumevno, da sem spoštljiv, da sem odgovoren, ne, in da sem pravičen, ne. Da sem zvest, da sem, ne vem, tisti zunanji normativi, ne, ki zagotavljajo, da lahko ljubezen diha, ne. Kajti ljubezen je dejansko najbolj občutljivo čutenje, je najbolj subtilno, je nekaj najbolj krhkega, nekaj najbolj ne. In zato smo, ko odpreš ti srce nekomu, si zato tudi toliko bolj ranljiv, ne. In če nekdo ni poosebil spoštljivosti, ne, ali pa pravičnosti, ali pa odgovornosti, ali pa zvestobe, ne, smo potem v odnosu do tistega človeka, ki ga imamo najraje, tudi najbolj občutljivi, najbolj ranljivi. Zato preden ti vstopiš z nekom v odnos, ne, je tudi, ko se dva mlada spoznavata, se prepoznavata, se zaznavata in uvidita, začutita, ali ima neka oseba poosebljeno spoštljivost, ne. Ne si misliti, ja, zdaj je nima, v zakonu jo bo pa pridobila. Ne bo, ne. Ti moraš pred tem, bi rekel, uvodno fazo, ne, uvodnim obdobjem, preden stopiš z nekom v odnos, pa ne mislim zdaj samo v partnerski, zakonski, ampak tudi prijateljski odnos, ne, moraš preveriti, ali je ta oseba vredna, da mu odprem srce, ne. Tisto naivno zaupanje, ne, tu ne gre za nobeno vsi, tudi v meni sta volk in ovca, ne. Najhujše, če nekdo ni realist in si misli, jaz sem pa samo dober, kaj bom naredil? Negativno bo projiciral samo v druge. Pa bojo samo drugi krivi. Ker on je vedno, tudi takrat, ko ni bil spoštljiv, ne, so bili za to krivi drugi, ne. Vedno so krivi drugi. Beži od takega človeka. Če si pa že povezan z njim, če vidiš, da se ne bo spremenil, pa je traj narazen, ne. Ker te bo ubijal na obroke, ne. Preden govorimo o ljubezni, ne, mora biti to samo v sebi umevno, poosebljeno, kot smo rekli, ker potem smo pa lahko spontani, pa smo pa lahko igrivi, ker je tisto, kar je potrebno, preden govorimo o ljubezni, spoštovanje,
je že je del nas, je del naše osebnosti. To je ta vzgoja, pa ne mislim zdaj samo, da ti vzgojiš otroke v to, ampak tudi vedno znova samo vzgoja. Ne. Zato je tudi v cerkvi, ne, pri spovedi, ne, ko ti rečeš, recimo, nisem bil spoštljiv, dobiš dejansko pokoro. Ker možgani, in to je fino, če je nekaj takega, oziroma si sami damo pokoro, kadar nismo bili. Ker naši možgani ne marajo neugodnih občutenj, otegnitve prijetnosti. In ko ti vidiš, da si bil nespoštljiv do neke osebe, da bo se predrugačil, morajo možgani dejansko dobiti lekcijo, sporočilo, da je na mojo nespoštljivost sledila nekaj neugodnega, kar pa potem predrugači koncept. Saj to je vzgoja tudi otrok, ne. Ko narediš dobro, ga potrdiš, pohvališ, ko naredi nedopustno, sledi kazen, ki mora biti pa taka, da si možgani to zapomnijo in predrugačijo ravnanje. To je cela kulinarika vzgojnih prijemov, ki so zelo pomembni, samo mi nimamo časa, da bi razgrnila vse. Ampak če greva zdaj iz teh ozkih vzgojnih prijemov in ozkih odnosov na odnose v svetu in gledamo na mir malo širše. Vse okoli nas divjajo vojne, ni miru. Kje smo zatajili? Kje je človeštvo imamo pa toliko zatajilo? na 100.000 zakonov, ki ne bi zagotavljali mir in pravičnost, ne. Sam večkrat o tem razmišljam, ne. Recimo, zame je bistveno 10 božjih zapovedi. To mi rečejo mnogi, tudi nereligiozni, ne, ker ti se v poplavi zakonov lahko zgubiš, ne. Poleg tega pa je v poplavi zakonov so zelo spretno potaknjene ovinki oziroma luknje, ki jih niti ne spregledaš, jih pa spregledajo tisti, ki so mojstri manipulacije, ne. Če samo osvetlim, meni so pred določenim časom ukradli identiteto, to pomeni, da so objavili neki izmišljeni na nekih elektronskih medijih, ne tiskanih, ti, ki so zdaj objavljeni, ampak ne, izmislili so, da sem doktor, specialist za glivične bolezni in tropske bolezni, izmislili so si intervju, dali moje fotografije, na koncu pa celo doktor Karel Gržan, specialist za tropske bolezni in glivične bolezni, ki seveda reklamira neko tam zdravilce, dejansko svetuje, ne. Popolnoma izmišljeno, ko sem šel na policijo, seveda prijavil krajo identitete. Pred kratkim sem dobil od državnega tožilstva, da so oproščeni. Ampak zakaj so oproščeni? Ker znajo voziti luknje, ne. Nekaj je bilo nedopustno, ampak tisti, ki znajo voziti slalom med zakoni, so dejansko dosegli, da so za očitno kaznivo dejanje. Jaz nisem hotel odškodnine. Sem pa hotel, recimo, da se jim vnaprej preprečijo take manipulacije, ampak se jim ne bojo, ker so bili oproščeni. Torej se je legaliziralo, ne. Kot se legalizirajo lahko kakor pravične vojne, se legalizira tudi v mojem primeru kraj identitete. 10 zapovedi, zelo jasnih, prve 3. Poskrbi za svojo notranjost, ne, zato ta odnos do Boga, naj svet osvetli tvojo misel, tvojo notranjo resničnost, da bo svetov človek. Potem so pa čisto konkretne ostalih 7 zelo konkretnih zapovedi, ena med njimi je tudi ne ubijaj. In to je, ne ubijaj, človek ne ubija človeka, ne. Ampak nekdaj so recimo, je skupnost, ko je bila še to skupnost modrecev, v prejšnjem srečanju so o tem govorila, ko so sedli skupaj in so dejansko se zavedali, da ima vsak kraljevsko dostojanstvo, če je moder, ne. In so si izmenjavali misli, da bi živeli v zlahni človečnosti. Če je nekdo naredil nekaj, mi rečemo smrtni greh, da nekoga smrtno poškoduješ, ne, to pomeni nekoga, da mu je bilo samoumevno nekaj, kar je nedopustno. Kaj so naredili? Ta skupnost ga je odslovila iz skupnosti, ne. Ga je odslovila iz skupnosti, zdaj pa to, kar naj bi bilo odslovljeno, logika medsebojnega pobijanja, da pa tisti dejansko vladajo, ne. In nam je samo po sebi umevno, ne. In kar je najhujše, tudi pričakujejo, da bom jaz na eni strani. Ali Rusi, ali ukrajinski, ali izraelski, ali
palestinski, trenutno se na svetu dogaja 55 vojn. Ne? Ampak zakaj me uniformirate za eno stran? Jaz sem za mir, jaz sem za dogovor. Ne? Vse vojne se končajo za pogajalsko mizo, vse vojne se končajo za pogajalsko mizo. Komu je v interesu, da se je predtem pobitih na tisoče in tisoče, ne samo vojakov, tudi otrok? Komu je to v interesu? Na koncu pa bodo tisti, ki to nedopustno vodijo, sedli za mizo, oni so na varnem, ne? Sedli za mizo, podpisali in morda bo celo kdo dobil še Nobelovo nagrado za mir. Paradoks, izrojenost. Ne? Zato se moramo mi prebuditi v zavesti lastnega dostojanstva, vključiti lastno misel in dejansko ne dovoliti, da nas ta izrojenost vodi in usmerja ali celo uniformira na eno stran. Ko si ti na eni strani, si v konceptu manipulacije, ne, ki jo pa žal vadimo že od malega, ne, med dvema ognjema in še podobne zadeve, ne, ki nas dejansko modelirajo miselne vzorce, ki so dejansko posledično potem vodijo v samoumevnost, da si na eni strani in ti sploh ne pride, vedno večjemu številu se ta polarizacija zdi smrtonosna, ne, nedopustna, nekonstruktivna in se budi zavest, ne, ja, zopet bo treba drugega slišati, skupaj prebujati žlahtno človečnost, predvsem pa morajo biti te meje, ki omogočajo žlahtno sobivanje, odnos ljubezni jasno postavljene, ne, in so jasne. Ne. In potem pride, ko so meje jasne, ko ozavestiš se, pride do sodelovanja. Ja, to je predpogoj. Ja. Ampak tudi sodelovanje nas mora naučiti, dopolnjevanja. Ne. Dokler nas bojo učili med dvema ognjema, bojo avtoritete potrdile, ne, zato sva govorila, Platon je zelo opozarjal, pazite, kakšne zgodbe pripovedujete otrokom, ker vnašajo miselni vzorec. Ne. Zato je problem, ko odstranjujejo ljudske zgodbe in podtikajo problematične zgodbe, ne, ko moraš biti na eni strani, zoper drugo stran. In dejansko igre, ne, igra, to je pa dejansko udejanjen miselni koncept oziroma miselni vzorec. Ne. In ko ti avtoriteta razdeli skupnost, recimo občestvo, razredno skupnost, in to avtoriteta na dva dela in usmeri en del proti drugemu delu v zbijanje, legalizira pobijanje. Jaz se res to sprašujem o odgovornih, ki vodijo koncepte pedagogike, kako to ne ozavestijo. Jaz tudi večkrat rečem, ne samo na škatlici cigarete, kjer piše, kajenje škoduje vašemu zdravju, tudi ob določenih predvajanih igrah bi moral biti napis, ta šport lahko usodno modelira vaš miselni vzorec. Bistveno je, da ohranite zavest, da je ne dvobojevanje, ampak sodelovanje tisto, kar naj vodi našo razmišljanje in našo dejansko tudi potem naša dejanja. In to naj bo tudi sporočilo našega današnjega srečanja. Ja, ker meni so zelo dragoceni ljudje, ki razmišljajo svojo glavo, ki mi ne vseljujejo svojega mišljenja, ampak mi dajo misliti. In tudi to, kar mi razmišljamo, to samo dajemo misliti, ne? Zato, da bomo lažje skupaj mislili naprej. In kot sem že rekla v prejšnjem srečanju, misel ima izjemno kreativno moč, ne? Ko bomo drugemu dali misliti in bomo prebujali to, bi rekel, misel žlahtne človečnosti, se bo tudi udejanjila. To je rekel Jezus, zelo zanimivo. Če bi imeli vero, kakor gorčično zrno, bi rekli tej gori, naj se premakne in bi vas ubogala. Ne? Mi moramo imeti vero v našo moč, v kreativno moč, zaupati v to kreativno moč. Nam so jo odvzeli. Kot sva rekla prejšnjič, smo jo izročili svobodno kraljem, politikom, kam so nas pripeljali, ko jo bomo vzeli nazaj. Ampak tisti pajaci bojo še naprej tam, ne? Ampak naj bojo, ampak
mi ne bomo več naivno zaupali, dajali, slepo spremljali, ampak odvzeli in kreirali, se povezovali in kreirali, prebujali žlahtno človečnost, ne, te skupine, ne, v katerem na kratko ozavestimo manipulacije, jih ironiziramo, ker to, kar gledamo, je sicer tragično, je pa noro, ne nazadnje, ne, na javni sceni. Ironiziramo te pajace, ne, situacije, ker so grozne, ampak te pajace, ki to vodijo, ker so res, v bistvu, Bog se usmili, sociopati, psihopati, in potem kreirali alternativo, prebujeno človečnost, smo izpolnili svojo kraljevsko, božansko dostojanstvo in k temu smo poklicani. To je to. To je to. To je to. Za danes. Ja. Lepo se imejte, upam, da nisva bila predolga. Srečno. Srečno.